Čeprav je ljubljanska občina napovedovala, da bo do torka na nov parkirni režim samo opozarjala, so v štepansko naselje že danes na vse zgodaj zjutraj prišli mestni redarji in povzročili precej slabe volje med tamkajšnjimi prebivalci. Občina je prav tako napovedovala, da bodo redarji nadzirali predvsem voznike, ki parkirajo na zelenih površinah, a so oglobili vse, ki niso plačali parkirnine. Razburjeni domačini pa ob tem, če bi nov sistem parkiranja deloval, avtomobilov ne bi puščali na zelenicah. Jaz sem danes plačal parkirnino, imam tamle parkirni listek, veljaven in sem vsem dobil obvestilo redarstva. To je ratal res kot Teksas, ne vem, da se vodi neka vojna proti stanovalcem. Po naših neuradnih podatkih naj bi odredili tudi najmanj 8 odvozov vozil. No, poglejmo, v štepanskem naselju je bila Leja Hrovat. Čeprav ljubljanski župan pred tednom ni takole. S torkom, danes teden, bomo začeli pisati kazni. Pa so danes zgodaj zjutraj, že dan pred napovedanim ulice najgosteje poseljenega naselja v Sloveniji, preplavili možje v črnem. Polni se. Občinska blagajna. Pa so si prebivalci priskrbeli dovolilnice pravočasno? Ja, seveda. Dobila sem, jaz sem šla iskat, hvala Bogu, to je bilo treba. Sem si, ja. Vse je urejeno. Vse je. Pol vas danes ni čakala nobena kazen? Niti ne, ker moram biti človek pripravljen, ne? Vse tiste, ki si dovolilnic niso uredili, pa je danes zjutraj na avtomobilih čakalo tole. Zelena ovojnica z globo zaradi neplačane parkirnine v višini 30 evrov. A ovojnica je čakala tudi nekatere, ki so parkirnino plačali ali imeli celo dovolilnico. Kakorkoli bojo delali možne mahinacije, če ne bojo povečali količino parkirnih mest, se ne bo nič rešilo. Spet drugi se k avtu sploh niso mogli vrniti. In globa za nepravilno parkiranje 80 evrov. Stroški za odvoz nepravilno parkiranega vozila pa 200 evrov. Parkiral sem takole na travi, zakaj? Zato, ker prideš zvečer in enostavno ni kje parkirati. A prebivalci opozarjajo, da zaradi tega avtomobilov ne bo manj. Običajno do 18. še nekako da kaj dobiti, ne? Ampak po 18. uri pa skoraj nemogoče. In prav zato, kot pravijo, argument občine, da želi z novim sistemom parkiranja naselje razbremeniti dnevnih migrantov, ne drži. To je narobe. Plačali bomo na leto 60 evrov, brez parkinga, če malo pozneje pridemo odkot. In pol, kam naj greš parkirati, če priješ zvečer ob, 8. A boš zdaj šel, v Hrušico parkirati ali kam boš dal avto? Dolgoročno rešitev nekateri vidijo le v povečanju števila parkirnih mest. Spet drugi pa pravijo, da bi morala biti prav vsa parkirišča, tako kot že parkirišče na Nussdorferjevi, v lasti prebivalcev. In zakaj je občina prehitela napovedi, to naj bi župan pojasnil jutri.